Sem Franci Koglot, specialist kirurg, specialist tudi travmatologije in poleg tega športni zdravnik. Anteroposteriorna stabilnost je primerna. Mene je veselila strogo travmatologija, tako da sem kasneje pristal na oddelku za travmatologijo, kjer sem bil tudi 20 let šef oddelka. V tem letu sem dopolnil 80 let in sem vesel, da lahko se pohvalim, da v medicini delam že 53 let in sem še zmeraj toliko aktiven, da mi to pomeni eno veselje, ne pa obremenitev. Sem bil izredno srečen in sem še zmeraj, da sem izbral ta poklic, ki me je ves čas osrečeval in se hodil z veseljem v službo. Od prvega do zadnjega dneva nisem nikoli pomislil, tudi nismo se takrat v začetku sploh borili, koliko so te plače pa te stvari. To smo delali z veseljem, dežurali novo leto 3 do 4 dni zaporedoma. Ko smo šli za 1. maj v bolnico, je bilo še recimo zunaj mraz, ko smo prišli čez 4 dni ven, smo bili že v poletju. Ocenjujem, da sem naredil v moji karieri v šempetrski bolnišnici več kot 10 000 večjih operacij, predvsem travmatoloških, in pregledal pa več kot 30 000 ali pa tudi 40 000 pacientov ambulantno. Leta 2016 sem šel v penzijo, vendar želja po kirurgiji in nasplošno po medicini mi dala miru. Dober dan! Rade volje grem še zmeraj v ambulanto, 2-krat, 3-krat na teden in to mislim ohranjam, bi rekel, kolikor toliko vitalnega. Če se zatečem pa še k športu, gre pa še lažje. Kirurškega dela zdaj ni več, čeprav me vleče, da bi tudi zastonj šel operirati karkoli. Torej, v času osamosvojitvene vojne sem bil praktično ves čas v operacijski, kjer smo pregledovali in operirali tako, bi rekel, naše borce, Slovence in pa torej JNA, torej vojake, ki so bili ranjeni v tej vojni, največ v tejle spopadu na Rožni dolini. Ko se je to zaključilo, vem, da se odprla tudi meja in sem se zapeljal do Sestjane in se usedel na pomol oziroma v legu in zaspal za 10 ur. Tako, teh stvari se človek spomne za nazaj. Kirurgu je dano ali pa omogočeno, da mu vsak dan, vsaka operacija že nekaj da. On daje pacientu, pacient, ki shodi naslednji dan ali pa po operaciji, je viden rezultat takoj, spravi, to te hitro navdaja z enim adrenalinom, z hormoni sreče. Pacienti so bili vedno hvaležni in so še vedno hvaležni. In ta hvaležnost, ki jo dobiš, je največ, kar ti lahko, bi rekel, kar lahko dobiš. V letih 80 prejšnjega tisočletja sem bil tudi zdravnik jugoslovanske smučarske reprezentance, kjer sem jih spremljal na teh svetovnih prvenstvih po Evropi in takrat se spominjam teh imen kot Križaj, Franko, potem od punc Zavadlavova, Dornikova, tako da smo veliko prepotovali, moram reči pa z malo poškodbami, na srečo. Tek
plavanje. Vsi ti športi dajejo eno dodatno energijo, ki je rezerva ali pa baza za dobro delo potem zdravnika, ker ti v vsakem primeru ti nekako razbremeni glavo. Začel sem ga pravzaprav z smučarske tekme zdravstvenih delavcev Primorske leta 1974. To je ta prvi bilten, ki smo ga na ciklostil naredili še takrat. In smo prišli potem do prvega jatroskija, oziroma takrat smo ga imenovali Juski, se pravi jugoslovanske tekme zdravnikov. In to je bilo v Kranjski Gori leta 1979. Predvsem nas veseli, da smo bili prvi, ki smo nekako pritegnili tudi študente. Enkrat smo bili nekako močno ločeni zdravniki, smo se držali zase, zdravniki zase. In mislim, da smo bili eni od prvih, ki smo naredili eno tako redno letno srečanje res vseh zdravnikov, vseh panog zdravniških v slovenskem prostoru. Če bi hotel nekaj svetovati mojim kolegom, kolegicam, ki so se odločili za medicino, naj jo delajo z veseljem, z dušo. Moram reči, da mi je meni to uspevalo in zato sem bil najbolj srečen in bi nadaljeval v nedogled ta poklic, ki ga priporočam vsakemu.